Čau, javljam se z Vrtička in sicer sem rekla danes, da bom odgovorila na nekaj vaših vprašanj, kako se lahko poseje oziroma kaj se lahko poseje, kam damo sejančki oziroma semena, kam lahko posejemo, in danes sem rekla, da bom razložila, kaj lahko posejemo ven, direkt na vrt, kaj lahko posejemo v rastlinjak oziroma v toplo gredo in pa kaj lahko posejemo v lončke oziroma v posode, ki jih imamo doma, na okenski polici ali pa na kakšni mizi. Doma lahko že kar nekaj stvari posejete, jaz vsega ne bom, recimo čilijev ne sejem, ker pač nimamo neke potrebe, da bi imeli kaj dosti čilijev, kakšno sedikco dobim na menjavi in to je to. Drugače pa lahko poseješ čilije, lahko poseješ papriko in pa sicer zato, ker te stvari trajajo malo dlje, se pravi malo več časa rabijo, da sedikce zrastejo. Ne pa pretirava recimo že s paradižniki, ker je res prezgodaj. Tudi take rastlince, ki jih posejete zdaj, kot so recimo paradižnik, bojo pol pretegnjene. To pomeni, da so zelo visoka stebla in potem niso tako močna. Tako da ne pretiravati z vsemi stvarmi. V bistvu, kaj bom jaz zdaj posejala, je paprika, rumena paprika, ker imam tudi svoje seme, in pa zelena paprika. To malo dlje časa hod ven, se temu reče, se pravi, da zraste iz tistega semenčka gor. Tako da to je fajn, da kar že zdaj posejemo. Kaj bom še posejala? Posejala bom tudi rukolo, in sicer v posodo. Se pravi, dala jo bom v eno posodo, kamor bom dala zemljo, in potem, se pravi, rukolo lahko dam to tudi v rastlinjak konec koncev, ali pa imam doma na okenski polici. Posejemo lahko tudi že kakšne take stvari, kot so blitva ali pa špinača. Zdaj spet ne tega ful pretiravati, ne imeti na pretoplem, to je bistveno. Se pravi, če imate noter, ne imeti na toplem, se pravi tam, kjer dejansko bivate. Mogoče kakšno stopnišče, jaz imam ponavadi kar na stopnišču, kjer imajo rastlince svetlobo, hkrati pa ni ogrevano. Se pravi, da je hladno, da rastline ne bojo ratale pretegnjene, se pravi spet previsoke kar naenkrat, in imajo malo bolj optimalne pogoje. Se pravi, če imate pa ogrevana tla, kot je bilo eno vprašanje, pa dajte to malo višji. Se pravi, če imate ogrevana tla, pa bi radi dali sadike direkt na tla, dajte raje mogoče kakšno mizo ali pa kakšno škatlo, pa boste pol sadike dali v bistvu na to škatlo ali pa še najbolj na okensko polico, če imate to možnost. Jaz živim v mansardnem stanovanju, tako da nimam okenskih polic in se znajdem kar stopniščem in pač tja dajem moje sadikce. Dajem jih pa tudi v rastlinjak, in sicer, če lahko doma posejemo papriko, čili, sem jaz rekla, da bom pa v rastlinjak letos posejala blitvo in pa špinačo, kar načeloma damo tudi lahko na okensko polico, tako da to je spet ena možnost, kaj date lahko noter, jaz sem dala pa kar v rastlinjak. In kaj sem še posejala noter, kot tudi v rastlinjak, je pa solata, in sicer berivko. Jaz sem seme berivke dobila od moje babi in to seme boste lahko dobili tudi na naši menjavi 10. februarja, tlele, pri Kozolcu, bomo imeli vrtičkarsko menjavo in lahko pridete, dobite kakšna semena, ki jih zamenjate, take stvari. Tako da več bom dala tamle v linku, pa imate prav povezavo do dogodka in si vse preberete. In v bistvu, kaj lahko še noter posejemo poleg solate, v rastlinjaku govorim, so še, se pravi, kakšna špinača spet, blitva, take stvari, lahko jih pol presadite, lahko pa pač imate kar v rastlinjaku, dokler bojo optimalni pogoji, se pravi, da ne bo prevroče. Zdaj za zunaj pa jaz sem že posejala korenje, ker korenju je fajn, tudi če je na hladnem. Kmalu bom posadila tudi grah. Grah je ena taka fajn stvar, jaz ga obožujem, ga sadim večkrat na leto, tako je 3-krat. Zdajle, potem ga sadim še cirka okoli aprila, maja, pa pol še enkrat okoli julija, avgusta, tam nekje, bom še poročala naprej, kako to gre. In pa vzunaj sem še posejala, v bistvu nisem posejala, posadila sem česen, dala sem ga kar vmes, kjer bom dala potem solato. Tako da v bistvu to je to. Date pa lahko tudi bob. Bob dajte zdajle čim prej. Grah in bob sta dve taki rastlini, ki imata radi hladno. Tako da dajte to čim prej posaditi, ker v bistvu pol ne bo uši. To je to za enkrat, se gledamo naprej. Bom povedala, kaj se še v drugih mestih lahko seje, sadi. Če imaš kakšno vprašanje, kakšen nasvet, napiš spodaj, pa bomo malo podebatirali. Se gledamo, uživi, pa čim več bo to zunaj. Čau!